danes bo spet težko. Čas je, da posnamem drugi del reakcije na moj Instagram. Ja. Kakorkoli, gremo na moj stari Instagram, katerega username je KRRN, ampak itak nobenega ne sprejmer, če me followate, tako da ne rabite me followati. A moraš še kaj povedati, preden začnemo s temle? Ne vem, pejte me followati na moj trenutni Instagram, na tistega, ko ga zdaj uporabljam, zato ker tale je dost medtem pa gremo mi poiskat, kje smo zadnjič ostali. Ok, mislim, da sem zdaj najdla test plac, kjer sem nazadnje ostala. Se pravi, ostali smo tam, ko sem šla s fotrom v Bosno in to... tako da na hitro povem. Tole je bilo, kje je Ankaran, tole je bil najen road trip z motorjem, ki je bil naporen. Ni se fajn voziti tak po 80 ur na dan z motorjem, res ne. Moja rit mi še vedno ni odpustila, da se je ful narobe slišal. Ok, ta selfie, ne vem, če sem že tole pokazala, ampak dejansko pač ne vem, kaj je bilo to. Pulse. Aww. Have you ever just looked at someone and thought, I really love you? They're just talking or humming or watching a movie or reading a book. Bi se mogla malo predstaviti, sekle, da bomo bolj... Or laughing or something. And there's something about them in that moment that makes you think, I just really love you. Jaz sem imela drugače tukaj krašno profesorja. Pa tale fora je meni ena najboljših, ker jaz sem tudi kelnarila v kavarni in pač tole je tok. To je najboljša stvar, ko si ga je lahko človeštvo zmislilo in jaz bi to uvedla v vsako kavarno, ker folk je tak nevzgojen. Espresso. What is that? Pol sem očitno veliko jedla. Nudelce, tagliata po cesarsko, neka mehiška pol smo imeli koktejle, sladoled. By the way, tole je velenski sladoled, tole je stalo 1 evro. In tole so, vsaka ta kepica je drug okus. Tole je ena glavna kepica je stračetela, pol so pa še tak 3 ali 4 gor, ko so vsaka drug okus in gor ogromno čokolade. Sam tukaj na hitro povem, ta sladoledar je drugač friend z vsemi v Velenju, tako da he's a really cool guy. Ja. Tole je pa dejansko od mojega razreda. Jaz sem bila 3. oziroma 4. TRA na šolskem centru v Velenju, elektro- in računalniška šola. It's a mouthful. In tole so vsi moji sošolci in to sem jaz narisala na tablo in je bolj full cute. In to v kotu sem jaz in moj bivši, tisti, ja. Ok. Tukaj sem dala celo ene par mojih prvih risb, ko sem tako res začela malo bolj risati. In tudi to je lajkala Dropping with Waffles in jaz njo obožujem in jaz, ko sem tole videla, sem se zjokala, ker jo pač preveč jo obožujem, res. In ja, pa sem jih še ene par narisala, pač meni se je zdelo cool. Ampak vem, da za premiero sem si naredila isti make-up pol, ja. Tole sem bila v Movielandu. Pa da tisti, ki ne poznate Movielanda, ki pač poznate St. Gardaland v Italiji, morate iti preveriti Movieland, ker je res amazing, imajo vse v filmih in vse je tematsko in meni je ful všeč in veliko raje grem tja, ko pa v Gardaland. Pa imamo ene čevape z Bleda, ta ženska je bila ful amazing. Tole smo šli z Ladico po Bledu in moja frizura tule je bila v zelo hudem stanju. Tole sem pozabila povedati, tole so moji prvi podaljški. Grozni, ja. Pa sem jedla suši, pa sem jedla školjke, pa sem jedla pojma nimam kaj, pa sem nekaj risala. Tule sem začela prvič brati knjigo od Star Wars, oziroma Vojna zvezd, George Lucas, iz leta 1977, knjiga v slovenščini, stvar, ko sem najbolj ponosna na njo. Tule sem bila, mislim, z mamo na morju. In spet hrana, in spet hrana, in spet hrana. Pol tole je v bistvu razvoj, kak sem jaz včasih risala, pa kak sem pol 2015 risala. Zdaj bi verjetno mogla tole narediti še enkrat, tako da komentirajte mi spodaj, če bi vas to zanimalo, da naredim tak challenge še enkrat. Tole je bil moj star setup, oh my god. To je fotrov star računalnik in kakor lahko vidite, še takrat sem uporabljala Photoshop. Pa tole je moja stara tablica, oh my god, kako amazing. Pa poslušala sem Musko Pirati iz Karibov, ker pač sem cool. Pa sem spet nekaj risala. To je pa kuža od hčere, od punce, od mojega fotra. Pa sem bila v Avstriji na dirkališču in na tole fotko sem bila ful ponosna. Sva tak snatched. Zdaj, not so much. Tak je izgledalo. Tole je bilo jutro na dirkališču, kar je pač
zbudijo te motorji, sonce sije v šotor. To je bilo pa moje najboljše jutro v mojem življenju, res je bilo amazing. In pa je spet hrana! In pa sem kupila najbolj glupo stvar na svetu. Mislim, se ni bila glupa, tiste eno leto, kar je delal, je bil v redu, drugače tole je Surface, Microsoftov Surface Pro 3. Eno leto je bil cool, pa ne več tok. Tole so vse moje stvari, ko sem jih takrat imela od MotoGP, kakor vidite par kap, par majic, srajce, zastava. Tole sem šla v Brno in takle pa to izgledalo. Oh my god, kako se mi roka trese. In pa pridemo do mojega boga, Jorge Lorenzo. Precious. Par imam tehle slik, ampak tale mi je ful fajn. To je v bistvu moj fotor snemal, ker mislim slikal čist krtek mim grede in meni je tale fotka bila ful cute, ne vem zakaj. Jaz nisem imela glih neki cute, imela sem one grozne podaljške in pač sem nasploh izgledala grozno. In potem se še enkrat slikala z Jorgeom Lorenzom in pač, glejte, kako cute smo, so cute. In Alex Marquez, evo, to je moja best friendica. Lahko jo greste followat, tole je njen username elalaricista99. Tole je pes od mojega bivšega, oziroma žuža in dejansko pač, ko greš s človekom narazen, pa dejansko tako bolj pogrešaš njegovega psa, kot pa njega, a je to ful žalostno. Ker jaz to, pač bila je francoski bulldog in je bila ful cute, sicer je na trenutke malo smrdela, ampak jaz jo to pogrešam. In tukaj je pol moj muci umrl in jaz sem napisala cel spis. Zbil ga je avto, by the way. Se zgodi. In tukaj še par fotk, ste tole našo žužo. Oh my god. Ki je že to? 20. august 2015. Wow. In bolj fotka, ko Marc Marquez beži stran od mene. Yes. Kakor vidite, jaz tukaj nisem imela nobene teme na Instagramu, pač to je kar neki pol slike hrane, pol je neka narava, ne vem, neki kaj je to? This is so wrong. Pa smo imeli kaj je bil podjetniški vikend in so naredili taklet tobogan dol na jezeru v Velenju in smo v bistvu pač en teden, koliko smo tam bili. In jaz sem dejansko šla na to, namesto da bi šla na maturanca, to ker sem imela ful bednega bivšga. Ampak sem se dejansko imela ful fajn, ful ljudi sem spoznala, pa tek imeli smo se fajn, v glavnem nismo glih neke ful podjetniške ideje razvili, ampak tek naučiš se veliko, no. Ful rada hodim na to, tek noben startup v Velenju še ni bil brez mene, by the way. I'm everywhere. Bolj je hrana. Pa smo imeli tole en tak challenge, da smo v bistvu spletli vse lase skupaj in jaz sem imela tek najkrajše in moje bo ful težko plesti, ampak okej. In spet hrana! In tukaj sem dobila najbolj beden računalnik na svetu, priporočam MacBook. Tule imamo mojo zbirko knjig, na katere sem najbolj ponosna in mislim, da 2 sem že zgubila, tako da ja, ampak vse sem prebrala. Filmov še nisem gledala vse, ampak vse so mi bile dejansko všeč, ampak tek tiste scene, ko so pač najbolj seksi, sem večinoma preskočila, ker so vse iste, pač. Pol sem risala na Surfaceu, to je dejansko bilo ful dober, ampak še vedno, zadnjič sem sprobala iPad in je ful boljš. Tole sem imela en tak bolj dan za sproščanje in moram reči, da 3 minute potem, ko sem tole slikala, se je ful ulilo. Nisem mogla vse pospraviti, tako da to je bilo v bistvu samo za fotko. To sem neke igrice špilala. To sem pa celo posnela en video. Cringe. Pa sem spet risala in kaj je to? Tole sem dobila Galaxy Note 4, ki se je potem, ne vem, nekaj cajta kasneje razbil, čist, totalka in sem bila ful sad. Tole sem pomerjala obleke za maturanca, ja. Ne vem, zakaj sem poskušala poročne obleke, ampak tek iskala sem nekaj bolj tek, pa itak je bila pa moja obleka bela, tek da. Tole je bilo nekaj cajta potem, ko sem se dejansko že pobarvala in pa so mi dali roza barvo gor in kakor lahko vidite, se je prijela sam na narastek in ne na vse ostale lase, kar je bilo bedno, ker pač pri frizerju niso znali narediti roza barve in lejte zdaj to sem naredila doma. Shade! To smo z mamo testirali ko se v bistvu okolo obrneš in se poskušaš ven spraviti, tako bi se v bistvu v primeru nesreče, kar je ful dobro, to ful priporočam, da vsi enkrat doživijo. In spet hrana, še ena hrana in avto. Na to fotko sem tudi bila ful ponosna. Pa smo nekaj v šoli ustvarjali in tole sem jaz narisala, v bistvu nalogo smo imeli, da moramo narisati nekaj matematičnega, zato bomo dali v matematično učilnico.
Ker je pač pi in je pita in je full cute. Jaz sem bila dejansko full ponosna na to in še vedno mislim, da visi tam. Tako da tisti, ko ste na Eršu v matematični učilnici, prosim mi povejte, če to še vedno visi tam. Kaj še imamo tudi? Moj kipec. In pol smo imeli spet en startup. Evo, tukaj sem imela pol tiste roza lase, ampak ne vem, zdaj so boljš. Spet hrana, sicer cele presne tortice so bile full ogabne, by the way. In pa sem se mogla učiti, kadar sem se učila, sem poslušala muziko iz Simsov. Ja, tole je bil en sončen vzhod. Amazing. To sem prvič sprobala sushi. Z bivšim smo šla na prvi date, tako da smo dejansko nekam šla tek po 2 letih in smo šla na sushi. Je bil integracija meni življenje spremenilo. Tole sem bila tudi ful ponosna, pač kar dobro izgleda, samo razen tega, da moj face je tak čist flat in pač tak... wow, tukaj... To smo z enim sošolcem najdla Dub Smash in pa smo si skozi te pošiljala. To bom ignorirala. To je bil fake ogen, ampak je ful dobra fotka nastala. Pa sem spet risala na temu Surfaceu, kar je pač vedno bil fail na nek način. Na to fotko sem bila tudi ful ponosna, okej, ker je pač tak ful sexy. Jedla sem fucking banane v čokoladi in brala Greja in to je tak ful narobe, ampak okej. Pa je bom stara 18 čez en teden, pa smo šli z mamo v McDonald's in sem se vzela Luigija. In se počujem Luigija je moja ljubezen. Pa smo šli pa v Srbijo in mislim, da bom spet končala tale video na tej točki, tako da bom naredila še 3. del. Če bi radi videli 3. del tegale Instagram cringe-a, mi komentirajte spodi, pa itak, če vam bi video všeč, mu dajte en like, subscribite se na moj kanal, komentirajte kaj, odgovori na vprašanje tedna so tule nekje okoli mene, vprašanje tedna pa je, kaj je bil vaš najbolj neroden trenutek na internetu? Res se veselim, da bom lahko kakšne zgodbice prebrala, mogoče kaj, da mene ne bo več toliko sram, ker pač tudi jaz sem marsikaj naredila, tem bi se dalo še govoriti. Ampak, do takrat pa pejte mi še slediti na vse moje socialne medije. Uživajte, se vidimo naslednjič. Čau! The night.